Dober večer vsem zbranim. Jaz sem tudi tako optimistično rekel, da ne rabimo dati 80 stolov, ampak kot kaže bi jih celo 80 bilo mesto. Tako da tisti, ki ste tam zadaj, Luka, Damjan and company, prosim pride tu naprej, 5 prostih mest še čaka. Tisti, ki se bo prvi vsedel, dobi eno nagrado, tako da evo, se bo trud se splača. Nataša se prva se vsedla, evo, izvoli Nataša. Danes imamo tu, Andraž nam je prinesel nekaj majčki nagrad, tako da danes se interaktivnost še posebej splača, no. Čeprav jaz ti skozi želim, da pač ta interaktivnost ni treba, da je nujno povezana z eno nagrado, ampak če to spodbudi, pa to pomaga, evo, je tudi super. Skratka, danes je gost Andraž Logar. Andraž, super, da si vzel čas, hvala za obisk. Jaz upam, da Andraža posebej ne rabimo predstavljati. Je že kar nekaj časa na IT sceni, čeprav CV-jih še nima dosti. Današnja tema pa je, naslov smo dali, zakaj v IT panogi ni mesta za povprečnost. In sicer Andraž že kar nekaj let miga v globalni IT sceni in skozi ta leta si je v bistvu nabral kar nekaj izkušenj, bolečih in manj bolečih, in danes je pač super priložnost, in da te izkušnje deli z vami. In nekako potek današnjega pogovora da je naslednji, da se bomo pač sprehodili skozi v bistvu projekte in pa pač razvojno pot 3FS-ja in v bistvu neke lekcije, ki so na tej poti do katerih ste prišli. Tako da, super vabljeni k vprašanjem, ne samo zaradi nagrad, s katerimi vas bomo spodbujali k temu, ampak tudi zaradi tega, ker je pač to edinstvena priložnost, da dobite super, bom rekel tudi iskren, neposreden, včasih tudi brutalen feedback, po čemer je Andraž tudi znan, tako da ne, jaz upam, da vas zdaj nisem prestrašil. Andraž, evo, mogoče za začetek čisto tako, kako ste začeli, no, kakšna je tvoja zgodovina, pa potem v bistvu kako ste razvijali ta 3FS do neke poti ali pa do nekega stanja, v katerem ste danes. Taki čisto uvod. Mislim, to je, prej si štartal s tem, da me mogoče že kdo pozna, zdaj pa točno ono zgodbo ponavljal za vse tiste, ki me že poznajo že v ta tisoči, če ne. Ful hiter uvod. Ful hiter pa, ne. Štartali smo 13 let nazaj. 13 let nazaj je bila Slovenija dosti drugačna, kakor je danes. Biznis je bilo dosti težje delati v IT-ju, kot ga delati danes. Je bilo pa kadra več takrat na voljo, mogoče je bil celo bolj kvaliteten ali pa bolj ambiciozen v tem smislu, da si želel kakšno stvar ustvariti. V 13 letih našega obstoja smo servisirali velike firme, multinacionalke celega sveta. V Sloveniji nismo v bistvu kaj dosti delali, no, kar mi je vedno žal, oziroma tudi to poskušam tudi spremeniti. Vzporedno smo pa poleg servisiranja vlagali lasten denar in lastne kadre v intelektualno lastnino, za katero še danes menimo, da bi mogla biti gonilna sila v IT-ju, ker pač IT imamo to srečo, da je industrija visokih marž, kar pomeni, da denar načeloma ni neka grozen, ni nepremostljiva ovira. Ergo, če denar imaš in če ljudi imaš in če imaš prostor, čas in energijo, je, se mi zdi, smisel mantra vsakega inženirja, pač nekaj ustvariti, pustiti sled, zgraditi nekaj iz Lego kock in to pokazati pač svetu, no. To smo poskušali v zadnjih 12-13 letih delati, včasih uspešno, včasih neuspešno. Sproducirali smo nekaj blagovnih znamk, nekaj firm smo spin-outali in ja, izkusili v bistvu slast ustvarjanja intelektualne lastnine in vse negativne pač lastnosti tovrstnega početja. In ja, to smo nekako mi. Okej, zdaj mogoče, ali je ta dvojnost na eni strani servisiranje velikih multinacionalk in po drugi strani ustvarjanje takih butičnih izdelkov intelektualne lastnine,
Je ta dvojna strategija bila že od vsega začetka v bistvu nekako planirana ali je to nekako se organsko v bistvu zgodilo, da je bila v bistvu ta želja po nekih butičnih izdelkih že v osnovi prisotna, v bistvu servisiranje pa velikih bolj kot sredstvo za doseganje tega prvega cilja? Ne, mi smo imeli to strategijo že od vsega začetka. Kot sem rekel, 12-13 let nazaj je bila Slovenija dosti drugačna. 12-13 let nazaj nobena, tako rekoč IT firma še ni dobila nikakršnega kapitala za svoje ustvarjanje. To se je pozneje zgodilo, dajmo reči, da je bila Zemanta prva taka firma, za katero smo vsi slišali, no, tudi kakšne druge so tudi bile, no. Pa še takrat je bilo to v resnici relativno malo denarja, ki je pač z zagonom Zemante je prišlo v Slovenijo, no. In mi smo vedeli, kaj hočemo delati, da hočemo ustvarjati stvari. Vedeli smo, da tega ne moramo financirati in smo mogli pač iskati način, kako to sfinancirati. Poznaj smo pa v bistvu ugotovili, da sta nam oba sveta na nek način blizu, to se pravi servisirati velike stranke z zahtevnimi tehnološkimi izzivi, predvsem zaradi tega, ker smo lahko reciklirali znanje, ki smo ga dobili za lastno igro, to se pravi z lastno intelektualno lastnino, ne. Ko smo pač recimo delali game, ki so imeli milijone in milijone pač uporabnikov, potem nam ni bilo noben problem hoditi po svetu in razlagati, da znamo scalability, ki smo ga znali, ne. Danes pač nam najbrž noben na svetu ne more več učitati ali pa nas sprašuje, če znamo UX delati. Ja, pač smo že kakšno stvar naredili, ki ima UX pa kar v redu izgleda ali pa tako v redu funkcionira in smo sposobni to vrstno storitev pač v bistvu našim strankam relativno dobro prodajati, no. Tako da to, da smo vlagali denar in kadre v intelektualno lastnino, se je poznalo tudi na servisni strani in se še danes pozna. In tudi danes mislim, da ni tako rekoč nobenega v tem občinstvu, ki bi poznal 3FS core dejavnost ali pa kaj v bistvu tam delamo. Veliko vas je pa slišali za, ne vem, Toshel, Tricky-Tribe, Tunio, Lake, to so pa pač tiste naše stvari, ki nas delajo prepoznavne. In brez teh brandov, brez teh gameov, startupov, bi bili danes dosti drugačna firma, no. Okay. V redu, da bomo lahko tudi malo naprej pogovor peljali, me samo zanima, kdo danes tukaj vi kot občinstvo ste, ne? Zdaj pa samo dajte roke gor tisti hardcore geeki, programerji, ta del. Nobenega ni. Aha, okay. Torej inženirji, no. Inženirji, roke gor. No. Ali pa ustvarjalci digitalnih produktov. Ok, malo več, ne. No. Ok, cool. Torej, kaj pa, zdaj ostali ste torej, če niste inženirji, ste torej kaj, hackerji oziroma, kako bom rekel, hustlerji. Hustlerji, roke gor. Ok, nobeni hustler. Koliko vas ima accounte na Bitstampu, da vidim? Okay. A to, če bi v Kranju vprašal, bilo čisto drugačne. V Kranju bi bilo to, v Kranju greš v Merkur, pa se pogovarjajo, saj bomo samo o kriptovalutah že ne 2 leti. Ok, zdaj, če smo, vedno tudi najem pogovor, ko se pogovarjamo, vedno na nek način, slej ko prej v bistvu zavijemo ali pa pridemo do kadrov, ne, in do izziva kadrov. In tudi današnji pogovor je pač namenjen delno tudi tej tematiki. In sicer omenil si okolje pred 13 leti pa danes, v bistvu lahko to stanje malo opišeš z vidika kadrov, kakšni kadri so bili, kakšne kadre ste imeli na voljo ali pa ste pritegnili pred 13 leti in kje je danes in kaj danes pogrešate, recimo, kar se tiče kadriranja talentov? 13 let nazaj, kot rečeno, je bila Slovenija lačna izzivov. Specifično v IT-ju, vse ostala industrija se mi zdi, da je še danes lačna izzivov, samo IT-ju vmes te izzive nekako izgubil, no. Dogajala se nam je digitalna revolucija pred očmi, nekaj let pozneje se je zgodil iPhone, tako da tovrstnih milestonov ali pa res revolucionarnih dogodkov v resnici ni manjkalo v zadnjih 12-13 let, ne. In ko smo mi štartali, je bila pač ta razlika napram danes je, da so ali pa vsi ljudje, ki so do nas prišli, no, pač spet, koga smo mi naslavljali, mogoče majhen drugače kot neka povprečna IT firma, mi smo tudi iz Kranja, nismo nikoli naslavljali ne Maribora, ne tako rekoč tudi Ljubljane, ne, in smo imeli, dajmo reči, en tak funnel, malo bolj posebnih kadrov, no,
In te ljudi je 13 let nazaj absolutno definirala želja po ustvarjanju nečesa opremljivega, dobro, digitalno opremljivega. Ne. Ljudje, ki smo mi štartali firmo in tudi poznaj, ko so not prehajali v firmo, smo v resnici imeli neko željo po spreminjanju sveta. To se je seveda pač večini od nas izjalovilo v končni fazi, ne, ampak fajn je pač, da ta žar je obstajal. Ne. Poznaj je bilo tega, smo začeli opazovati pač skozi manj, no. Danes, pri tem, da je na voljo neomejeno več kapitala, mislim, govorimo o 1000-krat več kapitala in tako naprej, se mi zdi, da pač ta žar mal izginja, no. In mi je žal, da izginja in v bistvu nimam odgovora, kaj narediti, da bi bilo pač malo drugačno. Seveda to, kar je pa treba potem tudi narediti, ne, če že dobiš pač ljudi, ki so ambiciozni, pa ki ta žar imajo, morajo pa seveda take stvari delati, da bodo ta žar svoj manifestirali v neki stvari, no. In to v IT-ju, ne glede na priložnosti, ki jih imamo, včasih je kar težko, no. Mislim, najbrž je kdo že v tej dvorani že kdaj delal v IT-ju stvari, ki so bile sami sebi namen, no. In to je takrat nas precej motilno, pa še danes nas motno in upam, da moti čim več ljudi pač tukaj v tej dvorani, no. Pa misliš, da je ta sprememba v mentaliteti, v pristopu, skratka ta želja po ustvarjanju, po lačnost po nekih presežkih, ali je to rezultat nekih navideznih zdaj dobrin, ki nasitijo te talente, ali je to dejansko toliko več realnih priložnosti, da pač ti talenti preprosto pograbijo realno boljše priložnosti, ali so to v tujini, čez mejo ali pa čez mejo, čez Atlantik. Mislim, 13 let nazaj noben od nas ni mogel recimo biti freelancer iz Kranja, ki bi zaslužil med 30 in 40 dolarji na uro. Kot prvo za Američane, ki so tak denar bili pripravljeni plačevati, nismo obstajali, kot drugo je bila cela remote delovna kultura je bila v povojih. Tako da to vrstnih izzivov ali pa to vrstnega draža ali pa to vrstne droge mi niti nismo imeli na voljo, tako da bi težko rekel, kako bi se mi ali pa moja generacija obnašala, če bi to obstajalo, ne. To, kar danes jaz mogoče kritično ocenjujem, je, da ves ta folk, ki to dela pozablja na dve komponenti, ne. Ena je, da živi in pušča sled v lokalnem okolju, druga pa je, da zelo dobro bi bilo delati nekaj, kjer je vsaj delček intelektualne lastnine v rokah tistega, ki ustvarja, ne. In večina tovrstnih delovnih procesov ali pa tovrstnih delovnih odnosov ne ustvarja ne enega, ne drugega. To se pravi, ne omogoča razvoja ekip, kulture v lokalnem okolju in to Slovenija je kar precej velika žrtev tega, no, če gremo pa dol na Balkanu, je pa seveda še 100-krat hujše, ne. Druga stvar pa je, da pač vsem nam v IT-ju je v resnici ful dobro, ne. In zdaj, če nam je ful dobro, bi po neki teoriji Maslowove piramide se mogel spraševati zdaj v naslednjih stvarih, ne, pač Wi-Fi že vsi imamo, ne, denar imamo tudi, ne, hrana, varnost, vse te stvari to nam ni zdaj pač problem. Ergo, mogli bi se začeti spraševati zdaj, kaj pa je zdaj tista stvar, ki nas pa pač driva naprej. In po mojem mnenju, glede na to, da govorimo pretežno v inženirskih poklicih, bi mogli biti ravno ustvarjene intelektualne lastnine. Sprav to, kar smo mi v Trifasoju ustvarjali s Tošlom, z Lejkom, Triki Tribom, Tunijo, pa kar ustvarjamo danes kot intelektualno lastnino. To je pač, ja. To se pravi to, kar ste vi kot člani startup skupnosti tukaj v Mariboru, očitno, no, mislim, vsaj ta banner je tukaj, ne, vas druži najbrž ta skupen imenovalec ustvarjanja nečesa novega, pa najbrž tudi pač neka borba za prostor pod soncem, no. Prej smo se tudi malo dotaknili, da v bistvu to kritično za tega freelancerja, da v bistvu da freelancanje ne ustvarja nekih presežkov, ampak zgolj v bistvu lagodno življenje za visoko urno postavko. Je to v bistvu lahko neka taka v bistvu zanka, v katero se nek predvsem mlad strokovnjak lahko ujame, da bo v bistvu postal zastarel pa nekonkurenčen? Mislim, jaz, ko sem štartal firmo, sem bil najstarejši v firmi, ne. Sem bil star 24. Ostali so bili stari 20 pa 21. In če se spomnim nazaj, ko smo bili neumni, a ne, bi seveda vsak od nas, če bi mu kdo ponudil tako urno postavko, kakor se danes pač vrtijo v freelancing svetu, bi po mojem rekel ja. In rezultat danes, a ne, pač dajmo reči 15 let pozneje, bi bil, da bi imeli vsi
boljše avtomobile in boljše bajte. Ok, fair enough. Ne? Vprašanje pa, če bi bili sposobni intelektualno evolvirati do tega nivoja, da pač da bi ustvarjali kakšno pač stvar. Ne? Tako da danes je mladi inženirski kader, sposoben kader je po mojem v bistveno večjem precepu, kot takrat, ko smo bili mi. In popolnoma razumem, pač, da se odločajo za easy way out, ne, sej to je v človeški naravi. Ne. Mi je pa žal, da danes opažam, jaz kot pač direktor, ki se ukvarjam več ali manj z HR-om, no, če sem iskren, ali pa malo z biznisom, malo z HR-om, v resnici nič drugega ne delam. Že nekaj let v bistvu nič kaj dosti ne ustvarjam, prej so se z Matevžem Petkom o tem pogovarjala, da je to, kar trpimo, no, CEO-ji pač firm, ki smo tudi mogoče malo bolj inženirski, no. No, pač opažam to, da k nam prihajajo recimo kandidati stari 30-35 let, z 8-10 let profesionalnih izkušenj in absolutno nič uporabnega znanja. Ne. In potem smo se spraševali, kako je to mogoče. Ne. In pač ja, ugotoviš, da ko je bil star pač 25 let, je dobil pač v Kranj je malo manj kot Maribor, ampak je tudi na udaru recimo pač Avstrije, ne. Tam pač hodijo v celot zdelati, pa v ta konc, ne. In so dobivali tam pač plače, ki so bile neto recimo duplo kakor pri nas in za manj dela. Ne. Se pravi, kdo ne bi sprejel višje plače za manj dela, pač bedak tega ne bi sprejel. Ne. No, ampak zdaj, ko pa ljudje, ne vem, neki, ali pa nekateri, ki so pa prišli do nas, no, so pa očitno neki spoznali, da bi radi ali nazaj prišli, ali pa da bi radi pač šli v neke time in kar naenkrat ugotovimo oni in mi, da smo nekompatibilni. In teh stvari smo videli mi na desetine. In se danes pač sprašujemo, okay, kaj bo danes potem mogoče 40 let stari ti ljudje še niso, ne, ampak bodo čez 5 let, ampak kaj bo pa čez 5 let s temi posamezniki. Ko si star 40 let, ali pa jaz sem zdajle pač 38, no, postaješ malo manj skozi lačen v življenju, ker naenkrat meni ni več isti draž delati, kot mi bo pač 15 let nazaj. Ne. In to, kar se s freelancerji danes dogaja, se pravi veliko ali pa pošteno plačilo za relativno malo dela ali pa manj dela ali pa manj odgovorno delo ali pa poglobljeno delo, no, da ne užalam glih čisto vseh, no, bi se v bistvu mogli dogajati šele na koncu karierne poti, ne, se pravi skozi seniority bi mogli ljudje delati manj za več. Ne. Se je pa zdaj pač ta stvar se je obrnila, mislim, in krivda je seveda tudi na strani nas delodajalcev, ne, da na ta način odreagiramo. No, tegoba Slovenije pa je, ne, da toliko smo majhni, ne, da če se določen recimo procent tovrstnih inženirjev odloči za tako kariero, ne, najbrž bo v Sloveniji absolutnih številkah bo ta številka ogromna in tudi v relativnih po mojem bistveno večji kakor v drugih državah. No. In pa kar enkrat ugotoviš, da ima Slovenija še šanso čez 2 leti ustvariti nov Outfit 7. Ne. To recimo, to bi si jaz danes vprašal. A je možno, da v 4 letih nastane firma 200 zaposlenih z lastno intelektualno lastnino, brez kriptokapitala, no. Čist bootstrapana stvar, ne, ki ima globalen domet. In midva z Urban se poznava že nekaj let in po mojem so se v začetku pogovarjala, najnega sodelovanja sem gotovo rekel, da opažam, da je skozi več šans, da se ustvari nov outfit. Ne. Danes me pa v bistvu skrbi. Tako, po mojem vsak od vas, eni od vas imate firme, ne, če bi pač imeli neko priložnost, a se lahko v 2 letih na 200 ljudi skelate, pa pač dobrih. Ne. In jaz mislim, da je to nemogoče danes. No. In to pa pomeni, da kot država, kot ekosistem nismo naredili dovolj, da bi pospešili možnost kreiranja tovrstnih firm. Tovrstne firme so pa dobre in slabe. Dobre so pa zaradi tega, ker pač odpirajo vrata na v globalen mindset. Ker do tovrstnih firm smo pač vsi v enih bablih živeli. Mi v Kranju, ko smo delali za Skandinavijo, vi v Mariboru, ko delate, ne vem, za Graz, karkoli. Pač Outfit je pa v bistvu prva firma, ki je kar naenkrat celoten svet dojela. Ne. In ta kader, ki tam obstaja, pa gre tudi ven, pa nazaj not pač v firmo, pač ima neverjetno dodano vrednost, ki je druge firme v Sloveniji pač niso nikoli ustvarile. Ne. In jaz bi si želel, da še kakšna taka firma nastane. No. Nokio recimo pogledamo, ne vem, kdo od vas ima izkušnje z Finsko, tamle je Tadej, ki ima bistveno več kot jaz, no. Ampak pač Nokia je propadla, fair enough, ne. Ampak zaradi Nokie je tam ne vem, Tadej ti mogoče veš z glave, kolikrat večja dodana vrednost je zdaj že okoli Nokie? 5-krat? Ja.
No. Ja. No, pač specifika Supercella je še to, da se hvalijo s tem, da ne utajujejo davkov, ne. To se v Sloveniji še ni zgodilo, po mojem, ne. Ampak to, kar sem jaz recimo videl na Finskem, je, da ravno zaradi Nokia, ki je bila pač globalen uspeh v mikrodržavci, kot je Finska, ne, da je danes pač Finska globalen player, čeprav Nokia ni več, ne. Je pa res pač, da niso seveda inženirji tisti, ki so to dvignili gor, je tudi pač celoten ustroj države, ki je temu pomagal, no. Ok, zdaj, če se mogoče zdaj obrnemo stvar, pa rečemo, kaj bi pa ti svetoval v bistvu enemu temu prihajajoči ali pa mladi generaciji IT-evcev, inženirjev recimo, ali pa inženirjev, če nismo samo pri IT-ju, mislim, kako pot bi jim ti svetoval, pa kaj bi bili tisti koraki, s katerimi bi pač lahko čez 5 ali pa 10 let delali nove outfite? Jaz bi, če bi bil danes star 25 let, bi tako kot vsak 25-letnik bi sanjal o tem, da dobim plačo med 60 in 100 evrov bruto letno in to bi jo v Sloveniji zelo težko dobil, kar pomeni, da bi razmišljal o tem, da grem v tujino in najbrž bi tudi šel v tujino. Bi pa, seveda, če sem danes lahko retrospektivno pameten, ne, bi pa sem rekel, da potem pa čez par let pridite nazaj, ne. In pokličite svoje sošolce in ustvarite nekaj kle v Sloveniji. Mislim, v IT-ju nam pač res ni težko. Denarja je dovolj, tako da v bistvu ni nobene ovire za kaj takega in tudi relativno težko razumem jamranje ljudi, ki mislijo, da je to, kot sem zdajle povedal, da je nemogoče, no. Jaz mislim, da je zelo mogoče, no, in to bi jaz svetoval, no. Seveda hard way, ne, ko se učite ali pa kako pospešiti način učenja ali pa pridobivanja nekih izkušenj, pa je ustvariti lasten startup oziroma ustvariti lastno intelektualno lastnino in se upeči na svojih napakah, ne. To smo mi delali, to je ful zafukan, sorry, težko je. In zelo veliko stane pač v živcih, v kadru, v denarju, v času in ni treba glih, da vsak gre skozi to pot, no, pač je zelo je zahtevno, no. Okay. Cool. Ima kdo kako vprašanje v tem trenutku? Ne? Ok, zdaj, če iz tega mogoče filozofsko, kadrovsko, globalne perspektive malo v bistvu preklopimo na mogoče malo ožjo tematiko v bistvu te globalne konkurenčnosti, bi mogoče skozi po tvojem mnenju vaše presežke, ne glede na to, ali je to v tem korporativnih rešitvah ali v bistvu teh spin-offih malih rešitvah, v bistvu malo pogledamo lekcije, kaj pomeni biti globalen, kaj pomeni biti konkurenčen v globalnem svetu. Mogoče poveš ali pa našteješ ali pa se sprehodimo čez par nekih tehnoloških ali pa tudi tržnih globalnih uspehov vaše skupine in kaj ste se na tem konkretnem primeru naučili iz vidika globalne konkurenčnosti oziroma na kakšne težave ste naleteli? Kje pač vaš štartati, Urban? Lahko pri Ericssonu, lahko pri Mehiki, kjerkoli. To, da smo začeli delati z multinacionalkami, nas je naučili predvsem, kako se dela z multinacionalkami. To je zelo velik know-how. To ni tehnološka stvar, to je stvar obnašanja, odgovornosti, razumevanja, kako v bistvu svet multinacionalk deluje. To je Slovenija, je to zelo težko razumeti, ker v bistvu nimate nobene okoli sebe, ne. Mislim, katera je največja firma v Sloveniji? Poleg Petrola, no, z revenuejem. Po številu zaposlenih, a kdo ve? Telekom. Telekom, ok. Mercator, recimo. Ja. Kdo? Gorenje, no. Mislim, ok, Gorenje, če ne drugega manj global reach, ne. Pač Petrol ga nima, Telekom ga tudi nima, Mercator ga tudi nima. Tako da, če hočete razumeti, kako dela ustroj multinacionalke, nimate v Sloveniji v bistvu nobenega za vprašati, no. V bistvu, kot sem prej rekel, danes v IT-ju lahko vprašate Outfit. No, vse so še kakšne druge firme, no, ampak Outfit je najbolj propulziven, ne. Tako da, to je tista stvar, ki sem jaz hvaležen, možnosti sodelovanja z Ericssonom, z Nokijo, z Microsoftom, ravno ta vpogled v svet multinacionalk in to, kjer stvari so v svetu multinacionalk pomembne. Pač stvari, ki so nam v Sloveniji pomembne, tam hitro zbledijo, no. Recimo, kaj bi rekel? Kaj imaš v mislih? Mislim, stvar, recimo, to sem že prej omenil, ne, multinacionalke, ki enkrat začnejo z partnerji delati, ne,
Tako, mi smo rabili 10 let, by the way, da smo postali Global Official Ericsson partner. To pomeni, da smo se 9,9 let trudili za vsak biznis konkurirati startupom iz Armenije za polovico cene, z startupom iz Indije, z startupom iz Švedske. Ne. Vsak tender je bil battle. Ne. Se pravi, tak battle, kot če imate pač startupe, ki delate, ali pa consultancy service, ki se prijavljate pač na tenderje, vsak pač stvar je bila tako zaja. No. Zdaj po 10 letih je pa to pač lažji, oni nam verjamejo, zaupajo nam in tako naprej in danes se za ene stvari nam ni treba več boriti, ampak je trajalo 10 let. Ne. In ta pač krivulja naporov, da nekam prideš, je tam strašansko velika. No. In zdaj smo pač tam in so nam ene stvari lažje, ene stvari so nam pa težji. Pač kar naenkrat pa za Ericsson od nas pričakuje, da se bomo pa tako skalali, kakor kakšni Indijci. Ne. Pač do nas prihajajo pač popraševanja za projekte, ki zahtevajo 1000 ljudi. Ne. No, pač to v Sloveniji noben ni sposoben, tudi če se vsi skupaj združimo, nismo sposobni tega narediti. Ne. Ampak tako da zdaj imamo druge izzive, zdaj imamo izzive v bistvu filtrirati ponudbe ali pa neke klice po pomoči, na podlagi tega smo sploh sposobni izvesti, pa na podlagi včasih tudi tega nas sploh stvar zanima. No. Tako. In delovanje tudi ostalih multinacionalk po mojih izkušnjah je precej podobno. No. Imate pa tukaj tudi v audiencu je par ljudi, ki imajo tudi s tem izkušnje, po moje, da bi se kar strinjalo z mano. Okay. Zdaj, tako čisto moje vprašanje, kaj je IT projekt, ki zahteva 1000 ljudi, kaj to pomeni? Mislim, kaj je to za enega rešitev? Ja, mi delamo v Kranju rešitev za digitalno identifikacijo uporabnikov, to se pravi, dajmo reči nek Facebook login, like produkt, samo da se uporablja telefonska številka, tudi to ste že videli, da se s telefonsko številko prijavljate na Vibre in tako naprej, ni to za nobena novost, pa da mora delati globalno, pa da so v zadju verifikacije, identifikacije, da zadaj stojijo razni fursi, dursi, banke, zavarovalnice in tako naprej. Se pravi, imamo cel kup nekih delnižnikov. UX oziroma ta del je relativno irrelevanten oziroma je še najbolj simpel stvar. Ne, no? In zdaj, ta stvar mora delati globalno, se pravi from day one. No, če pa hočeš to narediti, pa rabiš 1000 ljudi upfront. Ne za rešitev tehnološko, ampak za implementacijsko, za sales, za marketing, za translation, za podporo trgom in tako naprej. In to je zelo malo firm na svetu sposobno, mislim, to so sposobne samo multinacionalke narediti, startupi tega niso. V Sloveniji sploh se ne morejo tako hitro širiti. No. Tako da to je recimo en tako stvar, ki smo jo v Kranju naredili, core tehnologija je bila narejena v Kranju in danes jo uporablja China Telekom in lahko si predstavljate, da 6 kabelcev iz Kranja ne more China Telekom supportati. Ne. Pač 780 milijonov userjev gor. Ne. Tako da to so pač tiste stvari, na katere startupi v slovenski dimenziji nima odgovora, ne more imeti odgovora. No. Osana, da v naslednjem WhatsAppu, ko bo lahko 12 inženirov naredili platformo za milijardo userjev, kakorkoli so jih že imeli, to so več ali manj sanje. No. In to, da pač v bistvu je 6 mandlcev iz Kranja naredilo v bistvu platformo za China Telekom, je to kaj je ključna kompetenca? So to neki super kadri ali so v bistvu izkušnje, ali je to mešanica? Kar se nas tiče, smo ta biznis, v občinstvu je tudi Samo Bračič, ki je vodja naše pisarne v Mariboru. On je bil en izmed ključnih posameznikov tega projekta in je bil v tem projektu od dne ena zraven. Ne. Samo govoriš kitajsko? Okay. No, in to se je začelo tako, da je pač en zametek, ena ideja je obstajal med nami in takrat pač Ericssonom in mi smo to pač idejo spravili do nekega produkta, pokazali neki firmi, ki se ukvarjajo z globalno standardizacijo protokolov, so to ponotranili in potem pač šli svojo pot. No. Tako da startupi absolutno lahko v early stage zraven pri takih stvareh. In tudi do nas so prišli zaradi kompetenc, ki smo jih prej imeli, se pravi scalability, performansa in hitre iteracije, ker je načeloma po mojem, je to definicija vsega startupa, pač, da je sposoben hitro zelo veliko narediti. Ne. Od tam naprej se je pa tudi nam zataknili in imamo s tem pač velike izzive. No. Okay. In tudi potem, poznaj, če recimo ti bojo pa preklopili firmo, ki ima 1000 zaposlenih. Sam ko pa ena firma dela potem, ki ima 5 zaposlenih ali pa 6 ali pa 10 za firmo, ki ima 1000, to je pa spet težko. Ne.
No. Ali pa 1000 inženirjev na Finskem, pa 20 v Sloveniji, ne? Kako to špila, ne? Tako, to je težko, no. Okay. Še en primer imate v bistvu take rešitve, ki jo, ne samo ena, ampak še en primer v Mehiki, da je v bistvu vaša rešitev uporablja milijoni uporabnikov. Ja, jo je. Jo je. Ja. Tudi tista stvar se je zgodila v resnici zelo organsko, no. Ni kakšne težke. Zakaj gre točno tiste, ki... Ja, a je kdo od vas slišal za Facebook Zero? Ben, ne, to je, mi pač v Sloveniji smo internet zelo hitro imeli, ne. Ampak ene države ga pa niso tako imeli leta 97, kot smo ga imeli mi v Sloveniji, ne. In ene države so zrasle ne z Googlom, kaj šele z Yahoo pa z Alta Vista, ne, ampak so zrasli s Facebookom in internet je Facebook, ne. No in Mehika, ko smo nastopali skupaj z Ericssonom, je ena izmed teh držav, ko je pač internet je enačen z nekim social networkom tam, no. In mi smo skupaj takrat z mobilnim operaterjem uspeli narediti alternativo Facebooku in nismo premagali Facebook v cifrah v Mehiki, ampak bili smo drugi, se pravi za Facebookom in pred Twitterom in pred Orkutom, no in če se kdo Orkuta spomni, to je bil Googlov prvi tak failed projekt, ni failed dog bil, no, ampak, a še zmeraj, no, ok, no, pač Orkut je, ja, Googlova platforma za social network, no, in nam je uspel, ne, ampak to je bila ta prava, na nek način prava ideja v pravem času, v zelo pravem trgu, ne, taka ideja v Sloveniji ali pa v tem koncu sveta nikoli nam ne bi uspela, tam je pa uspela, ker je operaterju je pušal, etc., no, in je vse nekako klapalo, no, in ja, v končni fazi, ko so stvar zaprli, je imela 24 milijonov pač uporabnikov, kar je bilo, mislim, da je bilo to 1/3 internet userjev v Mehiki v tistem času, z trafikom, ki je bil 8-krat večji od Yahooja, takrat je Yahoo že malo dol padal, no, tako da ni bil to high peak, ampak ja, in je zelo zanimivo bilo, no. Okay. Tako, pa vse smo iz Slovenije delali. In znova ista mala ekipica. Ja, 12 ljudi je skrbel za tak servis, pa sej, v Sloveniji smo že velikokrat to štorijo predavali, no. Zdaj se, za nazaj se jo pa spominjamo samo z lepimi spomini, ne, bilo je pa zelo veliko še groznih spominov, ne. Z Mehičani delati kar, če mislite, da je Slovenci težko, ne, z Mehičani je. Zakaj z njimi težko? Ja, kje sploh začeti, no. Daj nam najbolj grozno izkušnjo deli. Mislim, najbolj grozna izkušnja za vse, ki ste IT-ovci je, mi smo mogli en DNS spremeniti. Saj veste, da to ni tako ful težka stvar, ne. Zahteva, kaj bi rekel, nekaj minut dela, ne. No, mi smo mogli pač DNS spremeniti za naš servis in smo to 3-4 mesece smo pač to koordinirali z našim kupcem in na koncu šlo tako daleč, da je nečak od Carlosa Slima, ki pa je najbogatejših zemljanov, šel DNS spremeniti, ne. In vmes smo seveda mi eskalirali in na koncu je pač naš inženir, ki je pač že imel res vsega dost, je v mailu povedal, lej, kot sem vam povedal že 500 000 krat, tole morate narediti, ne. In ko je ta mail dobil nečak od Carlosa Slima, ni bil odgovor mislim, niti tega dojel kot kot neka balkanski štos, no, tako da, take scene, no, tako. Ja, imamo pa by the way enega Mehičana zdaj v firmi, tudi zaradi tega, no. Pa ne nečak od Carlosa Slima? Ne, ni nečak. Okay. Tako, en Mehičan se je zaljubil v Slovenko, kot pač vsi tujci, ki pridejo v Slovenijo, se zaljubijo v Slovenke, ja, ne. No. Cool. Ok, kaj bi bil, zdaj, če mogoče gremo iz teh korporativnih malo na te B2C, vaše spin-off projekte, te vaše, ki so vam na nek način drugi obraz 3FS ali pa te vaše skupine. Prvi se mi zdi, da je bil mogoče tak tošel primer nekega globalnega preboja. Kje danes se nahaja tošel in kaj pomeni biti v bistvu tako visoko recimo med globalnimi aplikacijami v App Store? Mislim, zdaj bom igral malo vlogo Matica Bitenca, ki je direktor te firme, no, tako da nimam čisto vseh podatkov Tošla. Tošel je štartal v zelo zanimivih časih, iPhone-a še ni bilo, Androida tudi še ni bilo, mislim, G1 smo ga pa dobili čez kakšno leto, no. Se kdo od vas spomne G1 telefona? Eden tamle kima, no. No in smo delali takrat na Nokia platformi, ne.
pač S60 oziroma takrat je Nokia glih najavljala Linux-based OS. No in Tošelj je reševal pač problem, ko smo ga mi imeli founderji in to je pač, da nismo vedeli, kam gre naš denar in itak, da je bilo že milijon aplikacij, ki je to reševalo, sam pač nismo bili zadovoljni, tako kot spet, to je čisto tak inženirski pristop k reševanju problemov, nismo bili zadovoljni z obstoječim rešitvam, ergo gremo pač narediti nekaj po svoje. No. Tista stvar, ki smo jo mislim, da naredili genialno s Tošljom, sta dve zadevi. Ena je, da je pač UX bil leta pred vsem ostalim. Druga stvar pa je, da Tošelj je od dne ena imel subscription-based revenue model. To, kar je iOS uvedel kdaj? 3 leta nazaj, 2 leta nazaj. No. In če ne bi Tošelj imel subscription-based modela, ne bi finančno preživel, zato ker takrat v tistih začetnih obdobjih pač mobile app ekonomije, v bistvu, razen če si bil tista pojoča žaba, kaj že takrat bilo, nisi mogel pač preživeti. No. Tošelj je pa pač mu je pa uspel. No. In potem, ki je pač prišel iOS in Android in vsa ta nova ekonomija s tem, je bilo pač seveda potem skozi lažje. Danes je Tošelj še zmeraj tier 1 player v personal finance managementu, na globalnem nivoju, s tem, da so določene države, ki so pač še vedno prednačijo. In zdaj je par mesecev nazaj so končno se skonektali z ameriškimi bankami, tako da je direktna pač povezava med Tošljom in bankami, kar so bile mokre sanje Tošlja od dne ena. Ampak to je šele zdaj nekako bilo mogoče. No. Tako da Tošelj je večji, kot je bil in gre naprej. In, ja. Kaj pa pomeni v bistvu čisto tak iz vidika marketinga, z vidika ekipe, ostati ali pa postati ali pa v bistvu ohraniti ta položaj tier 1 finančne aplikacije na mobilcih, je to, to verjetno, ne znam, minili so časi, ko si pač naredil kol aplikacijo objavil, pa je bil to v bistvu hit, ne? Ja, teh časov ni več, no. Takrat je bil še prostor, no. Tošelj ga je zelo dobro izkoriščal, se pravi, bil je prvi dober app na Blackberryju, recimo prvi dober app na Migo, mimo platformi od Nokije. Malo so mogoče iOS zamudili, no. Na Androidu so bili full hitro, na iOS-u pa malo poznej. Tako da Tošelj niti ni bilo to, pač tam je šlo vse zelo organsko in še danes gre organsko, pač nič se ne oglašuje, nobenega denarja ne gre v advertising, pa še zmeraj pač raste. Ne. To je danes po mojem, tako rekoč, ne vem, najbrž imate vi več izkušenj v resnici z delanjem mobilnih aplikacij dan današnji kot mi, no, ampak ne vem, če je mogoče sploh priti do 100,000 downloadov v prvem letu brez oglaševanja, ne vem. Zakaj pa se tega še v bistvu ne poslužujete oglaševanja, ker pač ekonomsko ni upravičeno, ali je pač to? Mislim, za Tošelj ne. Za Tošelj je čisto redo tam, kaj je. Tošelj se zaveda, da za doseg recimo naslednjih 50 milijonov userjev more povečati vidnost napram uporabnikom bančnih storitev. V resnici more najbrž zamenjati banko kot tako, vsaj kar se interfejsa tiče. Dokler bo pa to samo glorified Excel spreadsheet, pa ne more, tudi z metanjem denarja noter ne more dosegati nekih blaznih cifr. No. Zdaj, mogoče vse ena specifika, pri vaših firmah. Vi nikoli niste v bistvu za rast in razvoj v bistvu rezali nekega VC denarja. Tošelj je rezal. Tošelj je dobil od 500 startups je dobil denar, vsi ostali pa ne. Zakaj? Zakaj, ja? Najprej, spet, Slovenija 12 let nazaj ali pa 5 let nazaj zelo težko je bilo rezati denar iz Slovenije. Komu je v bistvu pred 5 leti ali pa 5 let in manj, mislim, in globlje v zgodovino, komu je sploh ratal denar zbrati? Ne vem, se spomnite kakšnega? 5 let nazaj plus. No. Pol pozneje, je Voxio zrezal, so še kakšni in tako naprej, so, ne. Ampak, kaj? Ja, ok. Daisy, se to še neka mariborska zgodba? Kristjan Pečanac. Ja, no. Hočem reči, to te tudi definira. Če nimaš dostopa do kapitala, kakšno redo? Lahko greš iskat, na drug konc sveta, lahko pa pač iščeš bypasse. V našem primeru je bil bypass tak, da smo bootstrapali vsako pač idejo in tisto stvar, ki se ni izkazala za profitabilnost, smo jo pač vrgli v kanto. Če bi pa imeli visi denar, bi jo pa mogoče ne bi vrgli v kanto. Tako pač teh zgodb je bilo v 3FS-ju veliko, pa jih vi ne veste za njih.
Okay, koliko več je tistih zgodb na smetišču zgodovine 3FS kot pa v bistvu tistih, ki so v produkciji uspešne? Bom en primer povedal na Tricky Tribe. No. Se pravi, preden so naredili Tinker Island, ki je sicer bila druga profitabilna igra, ki so jo naredili, no, so naredili nekih tam 80 pač iger, za katere, ja, razen mogoče za človek nezi se in za tarok, noben ni slišal. No. Hočem reči, da razmerje med neko solidno uspešno idejo in neuspešno idejo je po mojem v 3FS-ju 1:20, 1:30, no. Je pa res, da starejši, ko postajamo, bolj smo konzervativni, kar pomeni, da ne skočimo glih vsako stvar, no, kar pomeni, da rejši je zdaj gotovo boljš, no, zdaj pa vprašanje, če je ta konzervatizem, če je zdrav, no, to pa ne vem. Okay. Ampak dobro, pač glede na to, da še vedno delujete in da ste pač ostajate konkurenčni, verjetno nekaj delate prav, ne? To, kar po mojem mi delamo prav, je, da smo razumeli to, da najboljši ljudi treba nagrajevati z lastniškimi deleži. No. Ali pa, da moramo vzgojiti to kulturo, da pač ljudje vejo, da je delati zase majčkeno drugače, kot delati za nekoga drugega. No. In uspelo nam je pač, ja, tudi zaradi tega, ne vem, zadnja stvar je pač ta bil Lake, ne vem, koliko ste to kaj spremljali. Pač ta Lake je rezultat ideje, absolutno, še bolje pa rezultat izvedbe posameznikov, ki smo jih pecali 10 let, pa še 4 leta vzgajali. Drugač, tak uspeh, kot je bil Lake, se ne zgodi newcomerjem, ki niso prej nikoli nič skupaj delali, ki nimajo izkušnje iz prejšnjih projektov. Se ne da. Tam je toliko stvari noter potrebnih, da dizajn pač v Apple Award dizajn recimo dobiš, ne, mislim, ravno to, se spet navezujem na tisto moj ranting glede multinacionalk v Sloveniji. Pač ta know-how, je zelo pomemben, če hočeš pač tako uspešne produkte delati. Drugače ti ne uspe, no. Okay, zdaj, če pogledamo recimo element uspeha tega Lakea, rekel si 10 let pecenja, 4 leta vzgajanja, kaj so bile neki ključni stebri, na katerih se potem v bistvu zgradil in uspel ta Lake, kaj bi rekel? Lake je, jaz moram najprej povedati to, da jaz nisem se ukvarjal z njim v resnici, jaz osebno, no, jaz sem samo spremljal ekipo, ki je ustvarjala. No. Je to mogoče ključ do uspeha? Mogoče, da če jaz ne dotikam stvari, da so uspešne, ja, mogoče. Jaz bi rekel, da je Lake je kombinacija res do popolnosti izvedenih predispozicijskih, ali pa kombinacija do popolnosti izvedenih predpostavk. No. Se pravi, predpostavka o market fitu, predpostavka o dizajnu, predpostavka o tehnologiji zadaj, ki jo noben itak, mislim, userja to itak ne briga, no, ampak je zadaj res black magic, no. Do seveda, kako zdaj to predstaviti globalni javnosti na način, ki jo Lake predstavil. No. In pač avtorji Lakea so prej delali vrhunske dizajne, vrhunski software, so delali vrhunske marketinške kampanje in tukaj v Lakeu se je pač vse to ujel. Plus, še ena stvar ne smemo pozabiti, pač Lake je izhajal iz know-howa, ko smo ga pač v 3FS naredili skozi brand in spin-out Tunija. Ne? In tam smo razumeli določeno psihologijo userjev, ki je noben drug na svetu, mislim, razen naši konkurenti niso razumeli. In zaradi tega je pač stvar tako uspešna. No. In tudi ta Tunija je v bistvu zgodba takega full multidisciplinarnega pristopa, ne? Čist. To je zgodba dizajnerjev, psihologov, marketingerjev in enega developerja. Tako, in tudi danes je razmerje, recimo v 3FS-ju, v teh spin-outih, inženirji napram družboslovci, absolutno ni več tako, kot je bilo včasih. Ne. Včasih pač v 3FS-ju nisi kot prvo nobene ženske videl, ne. A zdaj vidiš 4, tako, a 5, ne. Ja. Pa 74, tako, ki je moških ali nekaj takega. Ne. Delamo, da smo popravili, sami zelo težko. No. Radi imamo ženske, to hočem povedati. Potem, seveda, ko smo 12 let nazaj, smo za vsak žebel smo iskali kladivo. Ne. Danes pač tudi razmišljamo, kako bomo s kladivom, kam pač ta žebel tudi udarili. Ne. In to nam ne bodo inženirji povedali, ali pa redko kdaj to nam bojo povedali pač drugi kader, ki ga v firmi imamo. No. In tega kadra je zdajle, čist 3FS, če pogledam, je
Ni sicer v večini družbosloven kader, je pa tam 30-40% pa že kar počas dosega. No. In to so kaj, tisto psihologi? Mislim, družboslovci, pač ljudje, ki vidijo širino, ne pa globino. No. In to je pač nujno, mislim, laik, tošelj, ne, vse to tega danes ne može, ali pa tudi gami pa sploh ne, tega ne može delati na inženirski način. Ok, in je tudi, mislim, koliko pa recimo pri Tricky Tribu ali pa Tinker Island pa potem Lake, koliko je tu element neke sreče, pač nekega pravega tajminga, koliko pa je v bistvu nekega predvidljivega uspeha, tako kot si rekel, pri Lakeu, vrhunske vertikalne kompetence, koliko pa je v bistvu pač tisto, ko so se poklopile zvezde. Mislim, v 3FS in z nami povezane firme niso tako strašansko uspešne, da bi lahko rekel, da smo pač res da smo imeli neko srečo nekje. No. Tako da jaz moje kolege in njihove produkte dojemam izključno kot rezultat zelo malo sreče in zelo veliko vsega ostalega. No. In mislim, jaz, če pogledam recimo za Tošelj ali pa za Lake, razen to pač, da smo imeli v nekem trenutku možnost delati z določenimi ljudmi, ki so pač imeli neka znanja, mogoče je to sreča, no, ne vem, ampak absolutno se mi zdi pa, da nam pa ni ratalo pač ujeti res neke genialne Flappy Bird fore, no, to nam pa pač ni ratalo. No. Še. No. Mislim, nihče v firmi ne verjame glih, da je to možno, no. Tako. Vemo, poznamo zgodbe, vemo, da je obstaja, ampak po mojem smo si obupali nad tem, da nam lahko uspe. Mislim, ali to ocenjuješ bolj kot obup, ali je to v bistvu neko stanje zrelosti, da pač ti ne hlepiš po nekih milijardah, milijonih, ampak v bistvu si relativno realen, pa mogoče to, kar si prej uporabil besedo, konzervativen pri teh nekih pričakovanjih, da pač veš, kaj so neke realne predpostavke ali resursi, ki jih imaš in kam lahko v bistvu s tem prideš. Ne? Da ni tistih nekih mokrih sanj o milijardah uporabnikov. Enkrat je Matevža Klanška poznate. No, Matevž Klanšek je enkrat eno ful dobro reč povedal, je rekel, ne, da se najbrž ni bolj njegova misel, ampak jaz imam za njegovo misel. No. Da je ful dobro, ker sem mlad pa neumen, ne. Zato, ker pa si upaš neomejeno več in imaš šanse, da ti kaj uspe, seveda zelo zanimive, zelo binarne. Ne. Pol, ko postaješ starejši, ne, bom rekel, da postaješ ne bolj pameten, ampak postaješ modrejši in počasnejši in manj si upaš. Tako da pač kakšne stvari malo bolj pretektaš. Tako da po mojem je možnost izplena, ko si mlad, ne, je bistveno višja, ampak nek graf, če bi pa gledal, je pa najbrž bistveno bolj uspešen pozneje. No. Tako da oba pristopa sta po mojem čist legit, ampak mi danes stavimo samo na nas, no. Se pravi na pač kadre, na njihovo znanje, na njihove izkušnje, na njihovo trmo, delovno vnemo in tako naprej. Ne sanjamo pa več, smo pa seveda jasno sanjali, no. Na Flappy Bird uspehe. No. Okay. Kdo pa ni, ne? Mislim, upam, da smo vsi sanjali o tem. Okay. Veste, kaj je Flappy Bird? Ne? Okay. Kako vprašanje? Ne morem verjeti. V spodbudo, so t-shirti in... 3FS sketchbook za prvo vprašanje. Ma ni tako dober, t-shirt. T-shirt. XL za enega. Moškega. Pa pravega. Pa tam lezati, tam en dvigne roko. Ok, pridemo nazaj. Prvi del, kaj ste ga kloznili? S 3FS-em. Ja. To je bil Ericsson. Mi smo, ko smo štartali firmo, smo na prvi dan imeli možnost sodelovati na gratis tenderju za multinacionalko, za Ericsson takrat in smo sodelovali in uspešno stvar zaključili, samo nič nismo dobili plačan, ker je bil pač gratis. Sej to se vsakmu poslovnežu se zgodi nekajkrat v življenju, da mora kakšno stvar za to narediti. No. In potem smo 2-3 mesece en drugega malo gledali. Kaj pa zdaj? Pol se nam je pa Ericsson še enkrat oglasil, pa rekel, dobro, zdaj pa, a bi pa mogoče na komercialnem tenderju sodelovali, smo tudi unga dobili. In potem je šlo tako naprej. No. Cool. Hvala. Drugo vprašanje? Tam dol nekaj daleč. Daj pridi bliže, no? Ali pa pridi, pridi. Kje je onak? Saša, daj pridi bliže, no? Sam mi je nerodno, da imate Andraža tu, pa ga nič ne vprašam. Se mi je...
Ekstra slim za tebe. 10-20 do 10-30, to je tako kot v bistvu v glasbeni industriji je bilo nekaj. Se mora narediti 30 komadov, da je bilo 10 na plati. Na plati, ja. Ja, recimo, pa še na plati so bili bolj sem 3 ekipi. Ampak kar hočem reči, je to, da se mi zdi velikokrat prehitro veselimo mogoče enega ali pa 2 projektov, pa vztrajamo na teh in jih nimamo toliko na zalogi. Kak je vam uspelo v bistvu narediti neko količino oziroma kdaj ste se odločali, ali neko stvar pušnete naprej, ali je pač pull the plug in svoje resurse usmerite drugam. Se mi zdi en tak ključen moment. To je taka en izmed slovenskih problemov, ki jih jaz vidim, ki je mogoče tudi povezan s tem, da nikoli nismo imeli kaj dosti kapitala na voljo. Se pravi, Slovenci radi ustvarjamo ali pa inženirji slovenski radi ustvarjajo in potem ustrajajo na tem forever. In izkazalo se je velikokrat, da imajo prav. Se pravi, da ta grinding jih bo nekam pripeljal. Tudi če recimo mi ne bi grindali v končni fazi, bi tudi tošelj lahko že zdavnaj odrezali ali pa še kaj drugega. Medtem kakšni narodi, kjer je Maslova piramida malo drugačna, kjer je denarja več, bodo pač to stvar hitreje izklopili. Zdaj v Sloveniji, zdaj vsi veste, da pač je Slovenija number one država najbrž na svetu, kar se zbranega denarja pred kriptožetonov tiče. In se nam že dogaja v Sloveniji, da kar naenkrat se nobenemu IT-ovcu danes ne bo splačalo delati nekaj, kar mu bo nosilo recimo manj kot 50 evrov na delovno uro. To je pa zdaj malo drugače, kot je bilo včasih, kar pomeni, da bomo mogli začeti staviti izključno na hite in jih bomo mogli znati identificirati in znati klonirati. Tega do zdaj v Sloveniji ni bilo potrebno. Si lahko živel z manjšimi predpostavkami, z manjšimi ambicijami zelo ok. Zdaj pa, ker bo kaj taka konkurenca na področju denarja in na področju kadrov, bomo pa mogli najti pač način delati in multiplicirati outfit set, mislim, govoreče mačke in tako naprej. Mene sam skrbi, da nas je pač čas malo prehitel. No, sej fajn, da nas je včasih, da nismo zmer sam caplali zadaj, ampak da nimamo izobraževalnega sistema pripravljenega za to, nimamo, davčnega niti ne bom omenil, pa tudi ta kader, ki že danes obstaja, ni mentalno zrel, da bi lahko s tem, da bi lahko v bistvu to pač počel. Pač glasbena industrija je rabila najbrž precej let, da je prišla do tega. Hollywood tudi, tudi gamerska industrija je rabila precej let. Zdaj v tem ICO svetu, zdaj je pa kar naenkrat se je zgodilo 2 leti to obstaja, da smo flushed with money, pa gledamo en drugega, kaj bomo pa zdaj delali. Tako da to, mislim, super, da imamo ta denar. Prvič v zgodovini je Slovenija pred Silicijevo dolino in vsem ostalim tako rekoč. Ne vem, koliko se sploh zavedate, koliko smo spredaj. To je za tiste, ki imamo kontakte v tujini, pač oni se v bistvu se o tem niti ne pogovarjajo, kaj šele, da bi aktivno delali. Pri nas pa, ne samo da aktivno delamo, imamo že pomaži 3. generacijo tovrstnih firm, ki pač uspešno rej za denarno. Mogoče samo preden skočimo še na kripto pa na blockchain, še mogoče eno podvprašanje Sašotu. V bistvu, kako se odločiti, kdaj odrezati eno zgodbo, Tricky Tribe ali pa Tinker Island 80 nekih iteracij preden... Ja, sej, če bi te kadar koštal 50 evrov na uro, tekočih stroškov, bi se mogel odločati o rezih zelo, zelo hitro. Kot Američani, ki se pač vidijo, da 14 dni, 3 tedne, 1 mesec pač se nekaj ne špila, pač ubiješ. Če te pa pač delovna sila in tekoči stroški poslovanja ne stanejo tako grozno, pa si pa lahko prvoščeš. In oboje ima pluse in minuse, oboje. Mislim, jaz ne bi zanikal prednosti, ki jo ima ta grinding. Ker če tega grindinga ne bi bilo, zelo veliko stvari v Sloveniji pač ne bi bilo. Ta hit industrija je pa tudi, mislim, zahtevna. To je zdaj pač vsi, ki delate na App Storih, ali pa vnik, ki delate na gamih, sploh veste. Ampak vsi, ki delamo na App Storih, tam je winner takes it all. In čist, samo to je. Tam vse, kar je pod 90% po moji aplikaciji, nikdar ne priplava nikamor. 10% pa pač nekaj dela, od teh 10% je pa pač 10%, se pravi 1% v absolutnih številkah, je pa pač ultimativno uspešnih. Kaj pa pove?
Lendor. Kaj se je pri 3FS-u izkazalo kot prava stvar glede izobraževanja kadra? A lahko ponovim vprašanje, kaj smo dobro delali, kar se izobraževanja tiče? Ja, no, tukaj smo v bistvu relativno zanič mi v 3FS-ju. No. Mi smo imeli skozi težave z junior kadri delati in jih spravljati naprej. No. Te težave še danes obstajajo, rešujemo jih malo bolj, kot smo jih, ampak še vedno obstajajo. No. Tako da ne vem, kaj bi jaz rekel, da smo mi na 3FS-u delali tako dobrega, da bi se ljudje skozi nas kaj izobražili. Velikokrat smo jih ponovadi kar v vodo vrgli, pa smo gledali, pa če plava. No. To ni, by the way, način, ki bi ga radi, ampak drugega nismo znali, pa za druge stvari nismo imeli niti časa. No. To, kar bi si pa želeli v Sloveniji, kar bi se želeli v 3FS-ju delati, pa je, da bi imeli v resnici 5 projekte, na katerih bi kalili pač posameznike. No. Ene parkrat v zgodovini smo to naredili, no, in stvari smo tudi pač, ja, velikokrat tudi v kanto zmetali pol, ampak če smo to upravičevali skozi prizmo tega, da smo pač nekaj ljudi vzgojili skozi to, je bilo to čisto v redu računica. No. Škoda pa je, da izobraževalni sistem ni narejen na ta način, da bi se lahko to delali. No. Upam, da se bo spremenil. No. Tako. A sem odgovoril? Ok, hvala. Hvala. Tam. Ste in parkrat povedali Nokio. Kaj se to sploh dogaja? Ker prej je bila tak v vrhu mobilne telefonije, prodajala tehnologijo tudi tim firmam kot Vertua, pa Moviado, pa tim najdražjimi. Še sploh obstaja, ker moji prijatelji iz Nemčije, ki se s tem ukvarjajo, Nokio shvatajo kot Nokia, to pomeni ne kupovati Kijev. Nokia danes na mobilnem področju, kakor jaz vem, so sam prodali blagovno znamko, se pravi, ni zadnji nič. Medtem, ko na kaj? No, nekaj Kitajci. Ja, ali Tajvanci, no. Nokia danes je izredno močen player na infrastrukturnih rešitvah. Se pravi, bazne postaje, kablovje, switchi, software, billing software, provisioning software, kakor jaz vem, je Nokia tretji player na svetu za Huaweiom, Ericssonom, tako. Se pravi, multi-billion dolar, ne vem, 20-30 milijard. Kitajska firma manjša Telit, ki je tudi neki telefone proizvajala enkrat, pa se zdaj ukvarja več s to komunikacijo, pa IT, ko se izredci se tudi njima delati. Ne, to sem slušal. Hvala. Majčka vas tu čaka. Še kako? Naslednje vprašanje. Kateri vaš IP smatrate kot najbolj uspešen? To je pa tako, to je pa smotrno vprašanje. No. Ker merilo uspeha, ali pa KPI uspeha je ful različen. Čisto za vse stvari, ki jih vidite tukaj gor, napopane, mi smatramo kot res najboljšo možno stvar, ki smo jo lahko v danem trenutku naredili. In ne bi med njimi kakšnih bistvenih razlik delal. Bi pa seveda rekel to, da smo z vsako novo stvarjo bili mentalno pripravljeni bolje, kot smo bili prej. Smo delali manj napak, skozi jih pač delaš, ampak jih delaš jih manj. Tako da mogoče je merilo uspeha je po mojem to, pač, kje smo delali manj napak, ne kje smo naredili več boljših stvari. In res ne bi, tudi recimo moja osebna preferenca, na koga bi jaz osebno najbolj ponosen, ni. Mislim, vesel sem, da se v vsakem letu, da smo probali eno stvar 4-krat, 5-krat nam je pa pač uspela. No. Zelo si kritičen nad izobraževalnim sistemom v Sloveniji, pa prej si omenil, da tudi niste uspeli svojega kadra v redu oziroma primerno izobraževati. A ni pol čas za 3FS Academy? Ja, to je. Jaz Maribora ne poznam toliko dobro, tako da bom povedal eno kranjsko anekdoto. V Kranju je obstajala tekstilna industrija, ki danes ne obstaja več. In ona tekstilna industrija je v Kranju po mojem imela enih 25-30% celotne populacije zaposlene. In ko so ugotovili, da jim kadra zmanjkuje, so najprej seveda šli v Bosno in zgradili 1/3 Kranja zaradi pač bosanskih imigrantov. Paralelno s tem so pa naredili nekaj, kar pa danes recimo noben ne dela več. In sicer zgradili so srednjo šolo tekstilno v Kranju in potem so skupaj z še enim in parim drugim firmam po Sloveniji so zgradili Naravoslovno-tehnično fakulteto v Ljubljani. Kdaj smo
kdaj je industrija zadnjič v Sloveniji zgradila fakulteto? Po mojem, da takrat enkrat, ne? Se pravi v razcvetu komunizma. Tako da absolutno je kritika, mora biti tudi na strani delodajalcev, da smo sposobni sami kritizirati, nič pa narediti. In ja, je namik v smeri ustvarjanja neke svoje terciarne univerze ali pa v povezavi z obstoječo ali pa fakultete, kakorkoli, je na mestu. No. Mislim, en more nekaj narediti na tem področju. No. V bistvu sem se kar spomnil. RTV je ustanovil IAM šolo, ne vem, kdaj je za to slišal, no, z Maribora. Ni ben slišal za to. Ne. Inštitut za, ne vem, kaj je, Akademija za multimedije, nekaj takega, no. Ampak zato, ker je imel RTV ful nekih faliranih študentov in ker javen zavod so vsi mogli dvigati pač izobrazbo, ne. Daj mu reči, da upam, da naslednje šole bodo drugače pač nastale, no. Okay. Cool. Ok, če se malo zdaj še dotaknemo blockchaina in kripta. Irio je blagovna znamka pa projekt, s katerim se v bistvu zadnje čase 3FS najbolj nekako povezuje. Malo več poveš o tej zgodbi? Ja, Irio je rezultat 2 leti ali pa 3 leta dolgih priprav, razmišljanja, da bi naredili neko IT rešitev v medicinskem svetu. Zakaj medicina? Zato, ker to je zelo taka evolucijska pot vseh, ki v telekomunikacijskem svetu delamo in ga dobro razumemo in si pa rečemo, ok, kaj je potem naslednja industrija, ki jih bomo najbolj tudi dobro razumeli. In zelo veliko nas se gre potem v medicino. To sem videl nekajkrat na svetu, vključno z eno slovensko firmo, ki je tudi to naredila. No. In že 2-3 leta nazaj, ko smo štartali, smo naredili pač raziskavo, se poglobili, naredili intervjuje nekih med 50-60 zdravnikov, da smo poskušali verificirati neke predpostavke, kaj v medicinskem svetu ne špila in smo rekli, ok, to bi najbolj lahko naredili, da bi bilo pač na svetu bolje. No. Izkazalo se je takrat, ne, da te stvari ne moreš narediti 2 leta nazaj ali pa 3 leta nazaj, ker te noben ne bo financiral. Sales cycli v medicini so dolgi med 3 do 5 let. In to pomeni, da venture capital, ki hoče izstopati v 5 letih, ne, v bistvu ne more sploh tega financirati. Ne. Da bi pa to bootstrapal, saj kakor jaz vem, v Mariboru imate par firm, ki to počnejo, ne. Je pa tudi, mislim, absolutno mogoče. Mi smo rekli, da bootstrap pa v medicini ne bomo nič, ker je preveč finančno intenzivna panoga. No. Pol se je pa izkazalo, da obstaja nov mehanizem financiranja, ki je bil z nami zelo kompatibilen. Že mi smo z blockchainom že v 3FS-ju se špilali 3 leta nazaj že, tako da smo imeli neki know-how, no, in potem, ko je prišla ta, makroekonomski potencial ICOT-ov, no, smo v bistvu rekli, to je pa perfect fit za to, kar mi delamo ali pa o čemer mi razmišljamo. No. In danes, ja, smo trenutno v fazi zbiranja kapitala, imamo že, to nam je tudi prvič v zgodovini ratalo, še prej, da imamo produkt, da imamo stranko, prej nam tega nikoli ni uspel, no, imamo že prvo stranko oziroma več kot eno, no, in jaz sem full happy, no, full sem happy zato, ker ta medicinska stvar v IT-ju je očitno bolečina marsikjerega IT-jevca, tistega, ki si je velika, ki še nogo polomil, je gotovo videl, kako vse skupaj izgleda, ali pa to, kar recimo se znotraj 3FS je zgodil, ne, pa to bo zdaj malo mogoče šovinistično izpadlo, zelo veliko naših fantov ima žene, ok, to je fajn sicer, ne. No, bom nadaljeval stavek, ne, imajo žene, ki delajo v medicini, ne. In pač, ko oni gledajo, s čim se njihove žene ukvarjajo, kakšen software pač uporabljajo, avtomatično začnejo pač razmišljati, kako bi to lahko boljše naredili. No. In ko smo Irio objavili, pač malo bolj javno, se nam je tudi javili v resnici strašansko veliko IT-ovcev, ki bi radi v medicini delali, kar je bilo zame totalno presenečenje. No. No in ja, in gremo na poti tega, da bomo naredili globalno zanimiv produkt, ki se bo ukvarjal z perečo tematiko shranjevanja in dostopa do medicinskih podatkov. Okay. Da pomeni, kakšna je dimenzija to produkta, mislim, mogoče tudi tako v ekipi poveš, najprej smo govorili o eni skrajnosti od 1000 zaposlenih ali 1000 inženirjev,
kako obsežnost ima to projekt tudi v primerjavi z ostalimi vašimi projekti? Je to največji projekt, v katerega se spuščate? Ali Ja, je. Po tej intenzivnosti je. Že zdaj imamo 13 zaposlenih na tej stvari že kar nekaj časa. Tudi zelo veliko denarja tudi že žre, ne. Tudi 3FS ni tako močen, da bi lahko to forever sponzoriral. Zato, da bomo pač imeli neko res delujočo platformo, bomo mogli zrasti na 50, 60, 70, mogoče tudi 100 pač posameznikov. Pol pa upamo, da ne bo več treba, zato ker ta problematika, ki jo mislimo rešiti, ne, je rešljiva za manjšim številom ljudi. Tisto, kar ni rešljiv, je sales pa integracija potem tega. No. To bomo pa videli, pač, koliko bo zahtevno, oziroma že zdaj vidimo, pač, koliko približno bo zahtevno, no, in si želimo seveda tega na nek način čim manj delati. No. Torej si tu načeloma obetate enak model kot pri Telkotih, skratka en prodajni integracijski partner, ki dela to prodaja, pa vi v bistvu ta inženirski del, ali bo to drugačna praksa v primeru? Ne, na nekaj podobnega pač ciljamo. S to razliko, no, Red Hat najbrž poznate, no. Pač, a ga kdo ne pozna, no. Red Hat je zanimiv, ker ima zelo dober poslovni model baziran na open source kodi, ne. In nekaj podobnega želimo tudi mi. Mi namreč bomo vse open source, tako da si želimo, da bo teh integratorjev naše tehnologije v bistvu neomejeno. Tisti ljudje, ki bojo pa hoteli direktno z nami delati, bojo pa tudi imeli pač možnost, no, in tukaj si pač obetamo večji del revenue, ja. Okay. In kako v bistvu zdaj do 100 zaposlenih priti? Ja, v bistvu ne vemo, no, tako. Okay. Mislimo, da bomo, 3FS je sposoben kadrovsko rast med tam 15% year on year, no. To je nekako absorpcijska zmožnost podjetja, pa po mojem tudi, dajmo temu reči, kvantiteta in kvaliteta kadrov, ki je na voljo zunaj, no. Seveda je pa še nekaj, nekaj v IT-u, s tem problemom se noben še ni soočil, ne, vsi sam rastemo, ne. Ja, kaj pa enkrat, ko se jo naši inženirji začeli upokojevati, ne, kaj pa pol, ne. Glede na demografsko sliko Slovenije bomo zelo malo do kje prišli in kar naenkrat bomo imeli negativno rast, ne. Tako da zaenkrat pač zmeraj jadramo na tem, da se noben ne bo nikoli upokojil, ne. Tako da skozi to prizmo pač v Kranju nas je zdaj, ne vem, skoraj 80, no. Lahko rastemo tam 15 ljudi na leto in tako nekako nam tudi uspeva. Imamo office tudi v Makedoniji, kjer tudi pač rastemo, pa zdajle pač odpiramo podružnico tukaj v Mariboru, za katero pa tudi imamo neke zametke, neke ekipe, no, pač obstajajo posamezniki že v Kranju, ki se bodo preselili v Maribor, ki so pač Mariborčani, ne, in bomo s tem pa nekako začeli, no. Okay, kaj pa, mislim, je zdaj, če smo pri tem mariborski izpostavi, kako strukturo iščete, koga iščete zdaj, glede na to, da je mogoče kak potencial tukaj danes? Mislim, mi si želimo pač takih ljudi, ki razumejo, kaj smo počeli v 12 letih, in bi se takim idejam ali pa takemu vektorju radi priklopili zraven, no. Zdaj, neka strašansko seksi firma, niti ne vem, a smo ali ne. Vemo pa, da smo skupina odraslih kolegov, ki je v življenju že dala marsikaj skozi in na teh pač pitfallih in pozitivnih stvarih smo se tudi marsikaj naučili in mislimo, da kamor gremo, da je pač prav, no. Radi bi sodelovali s kadri, ki so odrasli, ki so odgovorni, ki z nami delijo pač moralno in etične vrednote, in ki so pač kulturen fit, no. Zdaj, zelo specifično se nisem tukaj dotikal tehničnih pač znanj, no. Se mi zdi, da vsak, za katerega je 3FS zanimiv, da je najbrž že nekako pogruntal, kaj približno je tista stvar, ki jo iščemo. V Mariboru mogoče imamo samo ta handicap v tej fazi, da res izključno iščemo inženirje. Zato, ker dokler ne bomo imeli inženirske baze v Mariboru dovolj velike, družboslovnega kadra oziroma produktnega kadra ne bomo mogli podpirati, supportati ga ne bomo mogli, no. Tako da najprej treba to domačo nalogo vzpostaviti, potem pa pride še kaj drugega, no. Si pa želimo v Mariboru delati ta del konzultancija, ki ga imamo pač v Kranju kot headquarters, in da imamo v roku 2-3 let eno tako ekipo, ki bo pa sposobna in produkt tudi sama razviti, no.
to je v bistvu to, kar si najbolj želimo. No. Zdaj bo ta produkt naslednji Leica, bo naslednji Tošelj, ne vem. Se bomo to skupaj pač pogovorili z vašimi kolegi iz Maribora, ampak to si želimo. Ne želimo si naprej ustvarjati intelektualno lastnino in posamezniki nagrajevati skozi to. Je pot, da v bistvu pridete do teh naslednjega Leica izključno, da to z internim kadrom počnete, ali je pot tudi, da pride zunanja ekipa, v kateri prepoznate potencial in jo nekako tehnološko podprete z izkušnjami, v bistvu investirate na nek način v neko zunanjo ekipo, ki ni zgodovinsko del vaše. To smo tudi dvakrat naredili. Tam je Matevž, ki lahko svojo izkušnjo z nami deli, pozitivno ali pa negativno. To je kar težko, no. Ker s takimi pač posamezniki, ki pridejo k nam z idejami, je treba vzpostaviti zgodovino, no. To pa pač traja in to je zelo težko, no. Poleg pač Matevževe zgodbe, ki smo jo podprli, smo podprli še eno zgodbo imenovano Zero Pass, ki danes pomaga Irju. Drugače pa ne, drugače smo pa v bistvu interno inkubirali ideje, poslovne modele in kadre. In če bi stavil na prihodnost, bo najbrž ta del, se pravi, izključno interno, no. Čisto preprost, zgodovina je pomembna, no, da se pač poznamo, no. Okay. Torej ni ta neka zaletavost, ambicioznost za vsako ceno? Mislim, pri nas ne več, kot sem prej rekel, smo že, ti si omenil, da imam že nekaj sivih las, ne. Cela firma ima že nekaj sivih las, ne, in z tega stališča smo mogoče malo manj zaletavi, no. Je pa resno, to smo pa tudi že naredili v preteklosti, pa da smo kakšno ekipo, ki je imela kakšno idejo, kako naj to temu rečem po slovensko, smo jo ponotranili, no. Tako, smo jo prepričali, da njihova ideja neumna, ne, se hecam, no. Ampak smo jim pač pomagali pri kakšni stvari, no, in ena ekipa se je nekaj let nazaj preklopila pač 3FS-ju in je pač del 3FS-ja, no. Okay. Mogoče še dajte eno vprašanje prednje jaz izvolite. Ste eno redkih podjetij, verjetno v Sloveniji, ki ponujate to opcijsko nagrajevanje in to, pa me zanima, kakšno je mnenje glede ICO-jev in tega, ker ponovadi ti blockchain startupi ponovadi dajo pri ICO-jih namesto opcij pač dajo neki del tokenov, dajo na stran za zaposlene, če je to pot naprej, ker v Sloveniji verjetno ni jih trivialno. Jaz na tole stvar gledam takole, no. Tudi danes opažam jaz v svetu, da je tudi opcijskih teh for, ne, skozi manj. Razlog je v tem, zakaj jih je skozi manj, pa zakaj jih mogoče tudi ICO mentaliteta zamenjuje, je, da se je velikokrat izkazalo, da je pač opcija oziroma share v podjetju velikokrat vreden nič. Tudi token, bo v večini primerov vreden enkrat najbrž nič, ne. Tako da z tega stališča je to približno ista stvar, no, vsaj tako jaz gledam, no. Pokar pa danes opažam, ki je pa novo, mogoče, vsaj zame, no, je bilo novo, je to pa, da firme namesto, da dajo šere, da rajš rečejo x% profita bomo vsako leto dali nazaj pač kadru. Kar pomeni, da v resnici dividende dobiva kader brez lastniške udeležbe, no. In vidimo pri naših največjih konkurentih v tujini, ki jih zelo cenimo, da je mogoče ta del, the way to go, sploh za neko slovensko mentaliteto, no. Se pravi, da bi rajš od dobička nagrajevali pač posameznike, no. Mi smo zaenkrat, imamo izkušnje izključno z equity-jem, se pravi z opcijam, tako da lahko z tega stališča lahko kakšno stvar povem, vse ostalo pa ne poznamo, oziroma ne poznamo, ni preverjeno na naši koži, no, so si samo neki feeling, no, ki ga imamo, no. Zdaj, ICO svet je pa itak, se sami veste, imate po mojem vsi dovolj kritično mnenje v celem svetu. Ja, pač token je nekaj vreden, pri enih firmah bo vreden ogromen, to pač na to vsi stavimo. Pri večini firmi tudi vemo, da ne bo vreden nič, tudi startupi so taki, 1% startupa bo vreden ogromen, 10% bo vreden nekaj, 90% jih ne bo vrednih nič. Z tega stališča je gamble po moje čisto isti, in tistim, ko se bo pač izplačal, se bo fajn imel v življenju. Kdo se najverjetno je fajn? Mislim, da sem kaj odgovoril, no. Mislim, zanimiva ideja je ta glede plačanja dobička. So tudi eni ICO modeli so temeljijo na tem, da imamo potem nekaj buyback, dobiček gre v tvoj. Se tudi klasična industrija se s temi dobički že zelo dolgo igra, ne.
To pa zaradi tega, ker zelo težko neka industrija, ki dela, ne vem, ki ima pač tažent ljudi, pač Gorenju, ne, poprečnemu Gorenjevemu zaposlenemu boš najbolj težko razložil opcijsko pogodbo, ne. Ali pa pač ga boš težko motiviral, da je to pač zanimiv, ne. V IT-ju je bilo to do zdaj lahko, ampak po mojem, ja, da smo zreli še za kakšen drug način, kaj je to, delavske Stimulacije. ja, ali pa, ja, soudeležbe, no, tako, ja. To je lepa beseda, ja. Ne, ker pač dejstvo je, da firme ustvarjajo profit zaradi zaposlenih v firmi. End of story, pač konc. Ampak profit je tudi Prej ste imeli eno plačo, berete vsak ženek si želi 60 do 100 evrov plača bruto na leto, koliko je to realna plača v Sloveniji? V tujini to ni zdaj, bi rekel, je dokaj realna plača za nekega inženira, semi inženira, koliko je to v Sloveniji? Ja, jaz bom mogoče lahko delim pred ICO izkušnje, no, ker zdaj pač ICO vse v Sloveniji, ki tako majhen ekosistem spreminja vse, ne. Pred ICO svetom bi jaz, sem zelo dobro poznam Montreal, zelo dobro poznam Helsinki, zelo dobro poznam Štokholm, ne. In mogoče tedaj mi lahko popraviš, v Helsinki so koliko inženirji, a so 2-krat več plačani, kakor pri nas? Tam nekje, ne? A je produktivnost 2-krat višja? Jaz bom rekel, da ne. Plača bi mogla biti enaka produktivnosti, ampak tista stvar, ki nas v Sloveniji dela malo bolj Čehe, Slovence, no, je, da smo inženirji premalo izobraženi na družboslovnem delu industrije. In preprosto povprečen slovenski inženir ima težave razumeti, kako dela svet. V tujini, po kateri se zgledujemo, pa je z teh težav vidim ful manj. Sprav, in tukaj je po mojem tista dodana vrednost, ki v Sloveniji pač je pred ICO-tom manjkala, no, tako. V Montrealu, kjer zelo dobro delamo, no, v Montrealu je plača po 3FS-jevskem standardu senior inženirja 80,000 kanadskih dolarjev bruto. To je bruto, ne. To je, koliko je to? Je to 60,000 evrov, ne. No, to se meni zdi v resnici ful ugodna, ful nizka plača glede na koste, ki jih pač v Montrealu imaš, no. Toronto je recimo malo dražji, no, ali pa dosti dražji, no. Štokholm bi jaz rekel, da je plača povprečnega inženirja tam 2,5-kratnik tedaj. Ja, pa ni nujno odvisno od industrije. Ja. Dosti je, ful poznam firm, ki so svetovno znane, pa imajo plače mogoče 1,5 od naše, pa 2. Ja. Teda ni tega gornja, ker je tam tudi so druge vrednote čisto. Ja, pač spet, izkušnje, ki jih imamo mi, so zelo take skandinavske, tudi Kanada je precej skandinavska država v resnici, no. Ampak tista stvar, ki jo pa vidimo, pa je, da je pa bistveno večja razlika med senior pa med junior kadri, kakor je pri nas, ne. Pri nas je po moje neka povprečna IT firma v Sloveniji ima razliko med juniorom in seniorom, mogoče kaj, 4-kratnik? Ne, mogoče me popravite kakšni, no. Se pravi, da je junior, ne vem, plačan 1, senior pa 4, ne. To, kar pa opažam jaz v tujini, spet s firmami, s katerimi delamo, pa je, da je ta razlika bistveno večja. Sami pa veste, da je inženir pač dober versus slab inženir, je pa lahko produktivnost 10x ali pa še več, ne. In dobro, v Amerika je ekstrem, ampak to, kar recimo v Kanadi opažamo, je, da recimo junior kader v Kanadi je pričakovana plača, čeprav Kanada je spet malo smotan primer, no. No, ampak bom tako rekel, no, na Švedskem smo videli kader, ki pride z faksa, da je plačan tam 3,000 evrov bruto, kar je za Štokholm, specifično govorim, za Štokholm je res kar slaba plača, no. Videvamo pa zelo pogosto pač res kader tam, ki je pa plačan, ne vem, 200 evrov letno, ne. Mislim, da takih diskrepanc v Sloveniji ni, no. Tako, tam 8x, 10x, no. Ne, mogoče so, pa jih jaz sam ne poznam, no. Pri nas v 3FS-ju je najnižja plača 1500 evrov bruto, najvišja 5000 evrov bruto, to je bruto osnova, no. Tako da smo spet tam nekje na 3,5-kratnikov, ne. Se pravi, očitno imamo radi v Slovenci to egalitarnost, no. Uravnilovka. Ja. Se ne vem, a je to slabo ali ne, no, sej mogoče lahko delite mnenje z mano, no, jaz sem kar mal, ne vem, no. Zdaj odpirate pisarno v Mariboru, zdaj verjetno zaradi bližine Avstrije in velike ponudbe del čez mejo, imate verjetno težave pridobivati kadre v tem delu v Sloveniji. Je to res ali ne? Mislim, najbrž je tudi res, no. V bistvu ne gledamo na te stvari tako
deterministično. No. Konkurenca za IT je globalna in je povsod. In pač sami veste, da toliko procentov ljudi v tej dvorani ne dela ne za slovenskega delodajalca, ne za avstrijskega, ampak dela za enega iz Brazilije. Ne. To je najbolj globalizirana industrija, kar pomeni, da je pa človek v Mariboru ali pa pač v Kranju ali pa v Varaždinu ali pa v Prištini, da v bistvu ne predstavlja neke bistvene razlike. No. Dodal vprašanje, to je res, ampak ali ste tudi pri vas v FS vajeni, da dela kdo za vas oddaljen? Pri nas je pravilo tako, da senior folk lahko dela en dan od doma. Hkrati pa imamo ekipo v Makedoniji, ki dela na remote, se pravi 3FS ekipo z Kranjem. Ne. Se pravi, postajamo skozi bolj remote friendly, hkrati pa ne verjamemo v full remote. Se pravi, 3FS ne more funkcionirati fully remote. Delamo take stvari, da to ne špila, da je to v bistvu predrago, no. Se pravi, operacijsko, da je to predrago. Verjamemo pa, da lahko 10%, 20% delovnega razmerja upravaš pa na ta način, vsaj pri nas. No. Okay. Še kako vprašanje? Vaša firma je od Apple nagrada za design. Ja. A so bili po nagradi, ne vem, druge naročniki so bili bolj zainteresirani, manj je bilo isto, se je kaj spremenilo? Spremenilo se je to, da prvič v 12 letih nam ni treba specifično v Skandinaviji dokazovati, da znamo delati dizajn. Ko pred tem je bilo zmer tako, pa kaj klinc bo en Slovenc meni predal o dizajnu, ne, pa smo rekli, imamo tošelj, imamo game, smo naredili gor dol, ne, dobro, whatever, ne. Ampak dobro, danes pa pač, ne vem, nam ni treba več kaj dosti razlagati, no. Pač povemo, tole imamo, zdaj pa ti ocen, ali je to kaj vreden ali pa ne, no. Pač govorimo vseeno o Oskarju, ne, najbrž, če dobiš kot režiser Oskarja, tem ben več ne vprašal, z dober režiser, no. Tako, to se je mogoče spremenilo, zdaj, smo zaradi tega, ki je več biznisa dobili, po mojem, da niti ne. Sam je pa olajšanje v tem smislu, da mi pa ni treba razlagati kompetence, to pa je olajšanje, ne. Tako. To je kar fajn občutek, no. Hvala. Še kako vprašanje? Ne? Martin, tebe sem pogrešal. Brez tebe ne moremo zaključiti. Povej. Kdaj je ugotovili, da recimo v Sloveniji ne morete najti nekoga z neko znanjem ali pa izkušnjami, tako se je rekel, recimo z delom za multinacionalkami, pa ste iz tujine nekoga pripeljali, Slovenca, ki je delal v tujini? Slovenca specifično? Ali pa prav dobesedno tujca? Ja, mi imamo, samo koliko imamo tujcev? 6 tujcev imamo, se pravi, skoraj 10% firme imamo tujce. Te tujci spet po slovensko niso prišli k nam, zato ker bi bili mi neki ful dobri delodajalci ali pa ker bi imeli neko znanje, ker smo ga mi potem na trgu iskali, ampak so prišli k nam zato, ker so se zaljubili v Slovenke. Ne? Okay, ena je Slovenka, je Ukrajinka, ki se je zaljubila, pismo to se tudi ko smotan sliši. Okay, Ukrajinka, ki se je zaljubila v Slovenca. No, tako da, Slovenija se sami veste, za tujce v resnici neprivlačna, za IT tujce je neprivlačna destinacija. No. Tako da bi zdaj specifično iskali nekoga v tujini, iščemo skozi, da bi koga dobili specifičnim znanjem, bi pa rekel, da ne, ali pa ni prišel k nam zato, ker bi bili mi uspešni v procesu, ampak je prišel k nam, se pravim, zaradi tega, ki je bil že prej z eno Slovenko poročen. No, specifično recimo Tricky Tribe, njihov art direktor je Mehičan, ki je prej delal pač za multinacionalke v gaming industriji. Takrat ni bilo nobenega v Sloveniji, po mojem. In tada je bil kdo 7 let nazaj, ki je delal na Ubisoft nivoju art directing. No? Mogoče, no. Ampak spet, dobili smo ga zato, ker je bil pač človek zaljubljen v Slovenijo. Ne? Tako da mogoče ta 3FS Academy ni poudarek na tehničnih kompetencah, ampak na lepoti najbolj. Slovenk. Ja, tako. Ja. Oziroma, mislim, se vemo vsi, da je to recept za uspešnost države. Ne? No, ampak recimo zdaj malo šalo na stran, ICO pa v bistvu lahko spremeni to, da bo postal Slovenija magnet za talente. Ja, ICO pa to spreminja. No? Se pravi, klele smo Slovenija, zadnjič sem se s Tomažem Štolfom zgovarjal, je rekel, da on ocenjuje, da smo 3 leta pred ostalim razvitim svetom, kar se dojemanja ICO-ta sploh, no?
pa tudi delno blockchain kot tacga. No. In to je po mojem, ne vem, a se kdaj že v zgodovini zgodilo, da smo v neki industrijski niši bili toliko pred razvitim svetom. No. V času Tama. V času Tama, prav. A ja, Nordung, ok, no, sprav, ja. V vesoljski industriji smo bili enkrat špica, ne, pa ladijski vijake smo ful dobro delali, ne. Torej, ja, vemo pa, mislim, tudi veste sami, da ta ICO denar, ki se je v Sloveniji zbral, ne, da se mora tudi porabiti. In porabil se bo mogoče na Lamborghinih, mislim, zagotovo tudi tam, no. Že vidimo, da se tudi tam porablja, ne, v Kranju imamo enega, no. Tako da to ni nobene debate o tem, ampak bo se porabil tudi na tem, pač, da bo kadre boljš plačal, to je super. In porabil se bo tudi to, da bojo kakšni tujci sem prišli. No. In kakor jaz poznam to industrijo, pa jo zdaj res kar dobro poznam, no, je kar tujcev, jaz kam rekel, enih 20%, no, v tej branži že v Sloveniji. No. Težava, ki pa je pa spet Slovenija kot destinacija, pa za tujca je kar problematična. No. Pač videli smo, ko smo iskali ljudi po svetu, je, ko si rekel pač Slovenija, mislim, pa če bi v istem stavku rekel Beograd pa Ljubljana, bi se 90% ljudi za Beograd odločili. Ne. Jaz kadarkoli grem v Beograd, sem vesel, kad dan pridem, ne. Tako da sem bil zmer, pač, ja, mislim, živ. No. Pač jaz v Beograda res nimam rad, no, tako da, in sem pa zmer sem se sprašal, ok, what the fuck, ne. V končni fazi tudi, če mu rečeš Zagreb, Ljubljana, se bojo, pač večina se bo za Zagreb odločili, ne. Da ne bom rekel Maribor, Novi Sad, ne, tako recimo Second City, ne, ali pa Kranj, Čačak, ne, no, pač ta izziv imamo tukaj v Sloveniji, ga imate vi v Mariboru, ga imamo mi v Kranju, ga imajo oni v Ljubljani, ne, da naredimo pač brand iz te države, ki bo privlačen za delovno silo, ki nam bo ustvarjala največ dodane vrednosti v zgodovini industrijske dobe, ne. Jaz si želim imeti Indijce, Pakistance, Irance, se pravi, najbrž lahko ciljamo samo na tiste države, ki so po food chainu nižje od nas, no. Nažalost, no, pač težje bomo po mojem, no ja, mogoče na lepe Slovenke, ne, pa Skandinavce dol spravili ali pa Francoze, ne, ali pa tako naprej, no. Čeprav, ne, po drugi strani pa tudi Slovenija se mi zdi, da postaje tudi skozi bolj seksi z večjih koncev, no. Za ICO ima pa mogoče še dodaten izziv, ne, to je industrija, ki zaenkrat še ni glih preveč legalna, ne. Oziroma vsi malo en drugega gledajo, ok, kaj zdaj, a je to prav, a to lahko delam, a to ne smem delati, no. Po mojem bo tudi zelo veliko ljudi šlo v zapore, tako. Ne, in če veste, za gospodarski kriminal je kdo pravnik tlele. A se odgovarja za 8 let nazaj, se meni se zdi, da se gleda, ne. To ni hec, ne. Pač, kakšen inženir s čisto dobrim, dobronamernim pristopom bo pristal zaradi neumnosti, ki je naredil 8 let nazaj, bo lahko v čuzi pristal, ne. No, najprej moramo legalizirati to industrijo in kakor jaz vidim, se vlada nekaj trud na tem področju, ne. Pa je pa po mojem vsem bo treba tudi na davčnem nivoju kaj narediti, ker danes, če ICO, ki ima polno denarja, plača inženirja 150 € recimo na leto, kar je super, ne, plača v Sloveniji, bo pač ta inženir, se veste, koliko domov zvlekel, ne. Pač se bo potem vprašal, zakaj ne gremo v Skopje živeti pa delati na remote, ker tam so socialna kapica na 1800 bruto, ali koliko je že, ne. Pač ja. V Skopju kar dobro živiš na 170 € na leto, ali koliko že. Da ni Skopje enak primer kot Sarajevo, ko se inženirji odseljuje iz Sarajeva, zato ker nima ki zapraviti tega denarja. ICO bo po moje to povzročil, ker mislim, da je ena izmed problemov v Sloveniji to, da ni uradnega servisa za Lamborghini. Nekaj treba narediti, ne. Bomo to v Mariboru enega odprli. Ok, evo, zadnja možnost za vprašanje, 1, 2, 3. Kdo dobi, če ne debato, predstavimo šank. Še malo EPP-ja za naslednjič. Enej Mehajić, UX designer, bo govoril o pomoč uporabnikom, enako produktni razvoj, skratka UX tema na naslednjih spletnih uricah in za tiste, ki si želite soustvarjati največjo konferenco Startup v regiji, širimo oziroma iščemo ekipo, tisti, ki imate čas in željo v maju, iščemo enih 10 super komunikativnih članov ekipe, javite se na startupmaribor/podiumjobs in to je to. Evo, šank se odpira, Andraž, hvala in velik aplauz
In to je to. Hvala vam.